stati in obstati. Trubarjansko zapisano enkrat, a za vse večne čase. Kot merilo klenosti, neomajnosti, dostojanstva in ponosa. Da, vsega skupaj in vsakega posebej. Gospe in gospodje, gospod Janez Janša, prosim. Spoštovani Slovenke in Slovenci, dragi rojaki. Pred 25 leti sem bil soodgovoren za obrambni del osamosvojitve, zato mi dovolite, da, kar se ni moja navada, najprej preberem nekaj odstavkov iz uvoda k zborniku Vojna za Slovenijo. V zgodovini vsakega državotvornega naroda obstaja točno določen čas, ki je omogočil, da je narod postal suveren, sam svoj gospodar. Takšen čas, običajno vezan na dogodke, ki so omogočili osamosvojitev in postavitev na svetovni zemljevid oziroma mednarodno priznanje, narodi po svetu častijo kot nekaj svetega, mu posvečajo državne praznike, po njem in dogodkih iz njega poimenujejo mesta, trge, ulice in odlikovanja. Takšen čas veže nase pozitiven odnos večine državljanov oziroma pripadnikov naroda. Takšen čas predstavlja vrednostno središče naroda. Za nas Slovence je to čas osamosvajanja. Znotraj tega časa, ki se v svoji zgodovinski končnici razteza od leta 1987 do leta 1992, posebej izstopajo dnevi vojne za Slovenijo. To so bili tedni, dnevi in ure v juniju in juliju 1991, ko je bilo dobesedno vse na kocki. Samostojna in evropska prihodnost Slovencev, demokratična ureditev, naša vera in postave. Blaginja, pa tudi naša življenja. To so bili dnevi, ko se je maja 1990 sicer razoroženi narod postavil za svoje pravice, razglasil samostojno Slovenijo in se takoj zatem uprl v agresiji jugoslovanske armade. Tistih nekaj odstotkov Slovencev, ki so ob množični podpori naroda prijeli za vsako razpoložljivo orožje in se skupaj s civilno obrambo zoperstavili peti tehnično najmočnejši vojski v Evropi, svojim pogumom doseglo nemogoče in izpisalo končno dejanje prehoda slovenskega naroda v nacijo. Pogum Slovencev je takrat občudoval ves svet. Predstavniki najmočnejših držav na svetu, ki so še nekaj dni pred vojno trdili, da nas nikoli ne bodo priznali, so zaradi tega poguma spremenili svoje stališče. Svetovni tisk je v nekaj dneh spremenil odnos do Slovenije in prestopil na našo stran. Naši rojaki po svetu, Slovenci po svetu, so kot eden stopili na ulice metropol, zasuli vlade s pismi in pozivi ter podprli boj svoje domovine proti Goljatu. Kljub nasprotovanjem osamosvojitvi v delu leve politike je bil narod enoten. Enoten kot še nikoli prej in zelo pogumen. To so bile svete ure,
visoka pesem slovenskega naroda. Tega neizpodbitnega dejstva ni mogoče ne spremeniti in ne ponarediti. Tudi pozabiti in prekriti ne, čeprav se to vse od leta 1991 praktično poskuša. Zato povejmo nekaj številk. Jugoslovanska armada je agresijo na Slovenijo začela z enotami, ki so skupaj štele 22.000 vojakov, častnikov in počastnikov. V tej vojni je imela Jugoslovanska armada 48 mrtvih in 116 ranjenih. Enote teritorialne obrambe so v spopadih zajele 2663 njenih pripadnikov, medtem ko jih je prostovoljno na slovensko stran prebegnilo več kot 3000. Od 22.000 pripadnikov agresorske armade jih je v 7 dneh spopadov armada tukaj izgubila skoraj 6000 ali več kot četrtino, med njimi nesorazmerno velik del, več kot 500 aktivnih častnikov in počastnikov. Enote teritorialne obrambe so imele v tem času 9 mrtvih in 44 ranjenih, slovenska policija pa 4 mrtve. Jugoslovanska armada je zajela samo enega častnika teritorialne obrambe in iz teritorialne obrambe v Jugoslovansko armado ni prestopil nihče. Jugoslovanska armada je vojno v Sloveniji začela neprimerno močnejša. Slovenija ni bila sposobna takrat na začetku poklicati pod orožje niti toliko pripadnikov teritorialne obrambe, kolikor jih je Jugoslovanska armada imela neposredno na našem ozemlju. Razlog je bil seveda pomanjkanje oborožitve. Slabih 10 dni kasneje se je položaj dodobra spremenil v našo korist. Ne samo, da je Slovenija zaradi zaplenjenega orožja in opreme lahko že 5. julija po 7 dneh oborožila 35.300 svojih vojakov brez pripadnikov policije. Slovenija lahko takrat s pomočjo pridobljene težke oborožitve, predvsem protioklepnih in protiletalskih sredstev, lahko računala na uspešno zoperstavljanje katerikoli sili, ki bi jo lahko Beograd poslal na slovensko državo. In to dejstvo je odločilno vplivalo na spremembo strategije Slobodana Miloševića, tveganje nadaljevanja spopadov v Sloveniji bilo preveliko, zato je srbsko vodstvo 10. julija sprejelo odločitev, da preko svojih ljudi v organih federacije umakne Jugoslovansko armado, preostanek Jugoslovanske armade iz Slovenije in se osredotoči na tako imenovano zavarovanje meja Velike Srbije. V vojni za Slovenijo je bilo veliko pomembnih dogodkov, ki so odločilno stkali tkanino zmage. V prvi analizi Republiškega štaba za teritorialno obrambo je upravičeno posebej poudarjena ustavitev oklepnih kolon na Medvedjeku in mostu pri Ormožu na samem začetku spopadov. V isto kategorijo lahko vrstimo minometni napad na pristajalno stezo vojaškega letališča v Cerkljah. Ta je letalsko eskadriljo Jugoslovanske armade, ki je bila v naši neposredni bližini oziroma na našem ozemlju, pregnal Bihač. Osvojitev mejnih prehodov v Rožni dolini, Šentilu in na Holmcu, blokado oklepnih kolon Jugoslovanske armade pri Dravogradu, kasneje pri Prilepih in na številnih drugih mestih po državi, sestrelitev sovražnih helikopterjev. Prvega je sestrelil gospod Zoran Drnovšek, ki je danes z nami in ga toplo pozdravljam. In seveda kasnejšo osvojitev skladišč Jugoslovanske armade. O tem danes velika večina Slovencev praktično ne ve nič. Po preučitvi vseh bojnih akcij teritorialne obrambe in slovenske policije, po 25 letih in po umestitvi vsega tega v čas in prostor, lahko danes brez večjih težav izdvojimo najpomembnejšo bojno akcijo
teritorijalne obrambe za osvoboditev Slovenije oziroma za zmago v vojni za Slovenijo. To je bilo zavzetje skladišča Jugoslovanske armade pri Borovnici 28. junija 1991. Te akcije peščica pripadnikov specialne brigade pod poveljstvom takrat polkovnika, danes generala Antona Krkoviča, ki je tudi tukaj danes z nami in ga lepo pozdravljam. Dvajset 22 pripadnikov izvidniškega voda te brigade je v eni sami akciji, brez mrtvih, brez žrtve, v tem skladišču zaplenila večjo količino orožja, minsko-eksplozivnih sredstev in vojaške opreme, kot vse slovenske partizanske enote različnih velikosti v 4 letih vojnih akcij. Ta uspeh je bil popoln tudi zaradi tega, ker je bilo to skladišče v neposrednem dosegu močne koncentracije vojaštva Jugoslovanske armade na Vrhniki. Če parafriziramo, naj povem še to, da je bil to signal tudi drugim poveljstvom in enotam teritorijalne obrambe po Sloveniji, ki so potem začela zavzemati ostala skladišča in Slovenija se je postavila obrambno na noge. Če parafriziramo znana izjava Winstona Churchilla po letalski bitki za Anglijo, lahko rečemo, da še nikoli v zgodovini slovenskega naroda tako veliko ljudi ni bilo dolžno tako velike hvaležnosti peščici svojih sonarodnjakov. Tragedija slovenskega naroda pa je, da nobenega od teh ne poznamo po imenu, po 25 letih. Enotnost naroda, pogum njegovega oboroženega dela, trdna politična volja vladne koalicije Demos pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika ter samoiniciativnost množice posameznih poveljnikov taktičnih enot teritorijalne obrambe in slovenske policije so skovali zmago v vojni za Slovenijo. Zmago v svoji končnosti povzdignjeno na slovenski Olimp, zmago pomembnejšo od vseh bitk, ki so jih naši predniki, mnogokrat žal na tuj račun, bojevali skozi vrtince nehvaležne zgodovine preteklih stoletij. Vojna za Slovenijo je v dneh, ki bodo sledili temu prazniku pred 25 leti, vsak dan odkrila v Sloveniji na tisoče junakov v slovenskem narodu. Fantov in mož, ki so iz ljubezni do domovine premagali strah. Za orožje so prijeli zato, da branijo svoj dom, svojo vero in postavo, Slovenijo. Svoje delo so odlično opravili. Po zmagi so odšli domov, država jih je večinoma pozabila, domovina jih ne bo nikoli. Kajti to so bile svete ure, visoka pesem slovenskega naroda. Vstali smo in obstali. Čutil sem svojo dolžnost, da te odstavke tukaj preberem, tudi zato, ker bo ta krivica tem fantom popravljena šele po 25 letih. Končno je nek predsednik države sprejel odločitev, da se jim podeli
državno odlikovanje, ki bo podeljeno natančno na 25. obletnico na kraju, kjer so to akcijo izvedli 28. junija. Vam vsem skupaj pa hvala, ker ste danes prišli v takšnem številu. Tudi zato je bil skoraj potreben enak pogum kot pred 25 leti. S to našo proslavo so se ukvarjali na vse možne načine. Če bi se toliko ukvarjali s slovenskim gospodarstvom, bi Slovenija cvetela. In po 25 letih 10 do 15 tisoč mladim je bilo treba na leto odhajati iz Slovenije s trebuhom za kruh. Ampak s temi proslavami v Sloveniji so težave od samega začetka. Ko je pristojen odbor pred 25 leti pripravljal tisto proslavo, veličastno proslavo, ki je bila 26. junija 1991 na tem trgu, je bilo mnogo nasprotovanja. Največ nasprotovanja prihajalo iz takratnega predsedstva Republike Slovenije. Eden od njih je dejal, da kaj pač smo proslavljati na ta žalostni dan. Zdaj od tistega žalostnega dne vedno sedi v prvi vrsti na državnih proslavah. Potem so bile... Potem so bile težave s častno četo, češ kaj smo dražiti z vojsko na tej proslavi. Potem, ko smo šli preko tega, so rekli, da je nekako bilo tudi to usklajeno. Ko smo natančno pred 25 leti v tej stavbi pred mano tukaj izglasovali temeljno ustavno listino in s tem postavili ustavni temelj za razglasitev samostojne Slovenije, ter uro zatem tudi prevzeli efektivno oblast, dobili tudi nove simbole, končno je bila dana zelena luč tudi za tisto slovesnost. Ampak tudi na tisti slovesnosti ni šlo brez zapletov. Del scenarija je bil blagoslovitev osamosvojitvene lipe. Stala je tamle v tistem kotu, danes pa je ni več. Korenine tega dejstva, da je danes tam ni več, pa ležijo že na tisti proslavi, kajti ko je nadškof Šuštar tisto lipo začel blagoslavljati, mu je nekdo izklopil mikrofon. Tako da simbolična slovenska osamosvojitvena lipa tega blagoslova ni slišala, blagoslova pa ni slišala niti Slovenija. In ga ni slišala do danes. Ta lipa je bila pred kratkim, potem, ko so ta trg privatizirali, tako kot tudi to stavbo zraven, ve se kdo, presajena tele čez cesto, zraven grobnice tako imenovanih narodnih herojev in tam hira. Jaz sem bil v teh dneh na številnih proslavah po slovenskih občinah in povsod so s ponosom pokazali visoka, košata, lipova drevesa, ki so jih posadili pred 25 leti. Skoraj so dvakrat ali pa trikrat večje od te naše osamosvojitvene lipe tukaj. Prej gospod Hojs dejal, da tudi nobenega spomenika na ali ob tem trgu, kjer je polno raznih drugih spomenikov slovenske osamosvojitvi ni. Celo osamosvojitveno lipo so izgnali in po 25 letih ta lipa še vedno ni slišala blagoslova. Nadškof Šuštar, pogumni nadškof Šuštar, tudi po 25 letih še ni dobil naslednika, ki bi ta blagoslov opravil za celo Slovenijo na glas, tako da bi ga slišala lipa in slovenski narod.
Zdaj, ko boste videli, da na tem trgu ponovno stoji osamosvojitvena lipa, ko boste videli, da na tem trgu stoji tudi spomenik slovenske osamosvojitvi in ko se bo ta trg imenoval Trg Jožeta Pučnika, vedite, da ste se zbudili v drugačni Sloveniji. Po 25 letih, saj po teh izkušnjah v zadnjih dneh lahko rečem, da neka streznitev o tem, kjer smo zašli, zatavali, vendarle prihaja. Vendarle prihaja in zadnji čas je za to. Pred 25 leti smo proslavljali razglasitev samostojne države, hkrati so po primorskih mejnih prehodih ponekod že gospodarili tanki jugoslovanske armade, Vipavci so se jim upirali z golimi rokami tisti dan in večina Slovencev se ni zavedala, da so pred nami dnevi, mogoče tudi tedni, meseci, leta preizkušnje. Danes po 25 letih lahko rečem, da je ta občutek deloma podoben. Kajti danes smo se zbudili v samostojni Sloveniji in v Evropski uniji, v katero smo stopili leta 2004, ampak danes ta unija ni več enaka, kot je bila takrat, ko smo vanjo vstopali. Pred nekaj dnevi je ena od članic, s katero delimo to povezavo v evropski družini, izglasovala tudi na referendumu, da iz te unije izstopa. In to ne katerakoli članica, ampak ena od največjih. Evropska unija je pred najresnejšo krizo od nastanka doslej. Vse krize, skozi katere je šla, in teh je bilo veliko, so imele ta skupni imenovalec, da so predstavljali nek zastoj na poti. Nismo se mogli dogovoriti, kako narediti naslednji korak. Zdaj pa prvič prišlo do situacije, ko je neka država članica naredila korak nazaj, vsaj srednjeročno nepovraten. Evropska unija se ne širi več, ampak se krči. To je slab signal za vse tiste, ki jemali kot nekaj samo po sebi umevnega. Prihajajo časi, ko temu ne bo več tako. Če se ne bomo zelo potrudili, da je bilo drugače, da bo ta projekt živel naprej, in tukaj smo Slovenci, ne glede na to, da smo eni od 27 preostalih, so odgovorni za to. Vse druge alternative so za nas slabše. Če Evropska unija razpade, pred nekaj meseci sem na tem istem mestu na to opozarjal, bo razpadla seveda na nekaj velikih držav in na množico satelitov, ki bodo krožili okrog njih, odvisno predvsem od gospodarskih povezav. V vsakem primeru pa bo v prihodnjih mesecih in letih prihajalo do novega razvrščanja. Ob reševanju Evropske unije bo prihajalo do novega razvrščanja v njej. No in v tem razvrščanju bo na prvem mestu pomembna gospodarska moč države. Nobenega izgovora ni več za to, da Slovenci strnemo sile okrog tega, da to gospodarsko moč države okrepimo, da izboljšamo pogoje za naše gospodarstvo, zmanjšamo bremena, predvsem razbremenimo visoke stroške dela, odpravimo vse tiste ovire, ki so potrebne za to, da pridejo tuje investicije, tuje znanje in da končno pridemo do tega, da se bo v gospodarskih sporih odločalo v evropskem povprečju, se pravi v roku enega leta, ne po 4 letih, kot je danes pri nas primer. To je temeljnega pomena, kajti naslednje razvrščanje, prvo, ki nas čaka po tem Brexitu, bo razvrščanje na podlagi gospodarskih kazalcev. To je nedavni sestanek ustanovnih članic Evropske unije, to zelo jasno nakazuje in ta signal je treba vzeti resno. Drugi signal ali pa druga krepitev, ki je nujno potrebna v tej situaciji še posebej, je krepitev slovenske obrambne moči.
Pred nekaj leti bi te besede zvenele povsem v prazno. Danes so nekatere evropske države že uvedle nazaj splošno vojaško obveznost, še polovica drugih o tem razmišlja in tudi Slovenija mora o tem razmisliti. Predvsem pa se moramo nehati norčevati iz obrambnih struktur, ki danes pravzaprav z temi sredstvi, ki jim jih namenja vlada, zgolj še životarijo. In še nekaj drugih izzivov je, na katere bo treba odgovoriti bistveno hitreje, kot pa smo mislili doslej. Ključna točka, na katero ne smemo pozabiti v tem času, ki so pred nami in v katerem bodo mnogi naši špetiri iz preteklosti izgledali kot šala, in ko bo potrebno ponovno strniti vrste, je pa to vrednostno središče Slovencev. Slovenci imamo eno samo obdobje v naši zgodovini, ki nas je združilo, in tega vrednostnega središča se ne sme rušiti. Zaradi tega smo v teh resnih časih z veliko žalostjo opazovali, ko so priprave na to našo slovesnost posmehljivo imenovali z ne vem kakšnimi izrazi, ko so to veličastno slovesnost s tem izvornim, kvalitetnim kulturnim programom imenovali alternativna proslava, in ko smo slišali z televizijskih ekranov visoke uradnike te države, ki so nam pravzaprav zapovedovali, kako naj praznujemo. Zdaj, za to Slovenijo smo glasovali, smo jo gradili in smo jo branili tudi zato, da bi vsak lahko njen rojstni dan proslavljal tako, kot si želi. In jaz ugotavljam po teh tednih, ko sem pravzaprav stalno na poti iz ene slavnosti na drugo, da se to dogaja. Slovenija praznuje po 25 letih enako veselo kot pred 25 leti. Bil sem na številnih proslavah po različnih krajih in občinah v Sloveniji, ker je bilo vzdušje takšno, kot je danes tukaj, ker je bilo staro in mlado, ker so se ljudje zbirali iz veselja, ne pa iz obveznosti, in kjer so veselo plapolale tudi slovenske zastave. In ta Slovenija, ki jo srečujem v teh dneh in tednih, je drugačna od tiste skregane, apatične, zamorjene, krizne Slovenije, ki skače ven iz televizijskih ekranov, radijskih sprejemnikov in časopisov. Je drugačna Slovenija. Je Slovenija, kakršna je bila pred 25 leti. In zaradi tega jaz verjamem, da je hiša slovenske države postavljena na skali. Da so naši temelji toliko trdni, da tudi povodni, ki se napovedujejo, ne bodo ogrozile bivanja slovenskih rodov v tej hiši. Vendar se moramo zavedati teh izzivov. Zavedati se moramo teh izzivov in ne rušiti vrednostnega središča slovenskega naroda. In jaz lahko rečem, da v teh zadnjih tednih je bilo v Sloveniji na stotine domoljubnih proslav in slovesnosti, kjer smo se 25. rojstnega dne Slovenije iskreno veselili, kjer smo se zbirali iz veselja in ne iz obveznosti, in da so na vseh teh slovesnostih plapolale zgolj slovenske zastave. Samo nekaj je bilo alternativnih, kjer so plapolale tudi zastave agresorske armade. To
Torej, tudi to, ne glede na to, kako se to prikazuje preko ekranov, kar je bila Slovenija v teh prazničnih dneh, v zadnjih tednih in dneh, mene osebno navdaja z veseljem in optimizmom. In lahko ob koncu samo ponovim besede Jožeta Pučnika, ki jih je izrekel natančno pred 25 leti. Dejal je, ostati moramo pogumni in ponosni. Hvala. Hvala, ker ste pogumni in ponosni. Hvala, ker imate radi Slovenijo. Bog živi Slovenijo.